Mi smo prepričani, da bi morali na nivoju Evropske unije sprejeti direktivo, ki bi urejala prevoze z vozili do 8 potnikov, tako taksi prevoze kot prevoze na klic, kot prevoze po naročilu, šatel prevoze in tudi sopotništvo. In s temi licencami oziroma s temi pravili, kako se deluje, bi mogli pravzaprav prevozniki imeti možnost delovati po celi Evropski uniji oziroma vsaj izvajati mednarodni promet, če ne tudi znotraj drugih držav. Predvsem bi bilo tukaj potrebno poudariti, da zakonodajalec pri pripravi dokumentov za vsak zakon bi mogel več iz prakse pobrati že v osnovi pri graditvi zakona. Možnost vidim predvsem v tem, da se mogoče tudi v okviru gospodarske zbornice ali pa mogoče neke druge inštitucije pri nas organizira nekako servis za manjše podjetnike, ki imajo verjetno več težav kot mi, da lahko storitev podobno izpolnjevanja teh birokratskih dokumentov, da lahko to storitev naročijo, da jim nekdo, bom rekel, poda potem informacijo, da bodo vsaj z stališča delovne zakonodaje, bom rekel, pripravljeni na vstop na ta trg in da jim bo ta birokracija lažja. Drugače pa lahko rečem, da je delovna zakonodaja vsaj v teh deželah, katerih poslujemo mi, Avstriji, Italiji, Švici, zelo podobna slovenski in da ni nekih večjih razlik, ne. Treba je le poznati in izpolnjevati te njihove zahteve. Vsekakor v spremembi zakonodaje, ki je dokaj toga na tem področju. Boljše bi bil resničen pravi pretok, ko se govori ljudi, kapitala in pa delovne sile. Tu se zatika predvsem v Avstriji, ker ščitijo svoje delavce. Mislim, da bi tu morali najti eno recipročno rešitev problema, ki bo za obe strani sprejemljiva, brez prevečne administracije.